Načenjali smo že temo o etiki, sem bil vesel, da se je ponovilo nekajkrat čez dan tudi o etičnem kodeksu vprašanje in tukaj bi ga rad vsaj malo se tudi dotaknil. Mogoče malo v nasprotju z gospod Cvetko bom rekel, da kriza je, kriza vrednot, tako jaz razumem. Citiram pa gospoda Trontlja, nisem hotel to pravzaprav vključiti, ampak bolj spomniti na njega in na to, da je tako na hitro odšel nekdo med nami, ki se je zelo prizadeval, da bi etika prišla na vse nivoje izobraževanja. Večkrat sem se z njim o tem pogovarjal, tudi pisal iz revijo in mislim, kot toliko, da se ga spomnimo, nič več kot to. V tem kontekstu pa še v tem domu, Cankarjevem domu je leta 1998 predaval Federico Major, takrat generalni direktor UNESCO. Pravi, kaj naj učitelj dal otrokom, učencem vrednote, to je tisto bistveno. Vse drugo bodo potem v življenju že našli. Se ga tako dobro spomnim, takrat je bil tukaj imel predavanje o 50-letnici deklaracije človekovih pravic in ob tej priložnosti je imel tukaj tudi predavanje. Ko smo se z Markotom pa Zvonetom pogovarjali, da bi bilo dobro tudi tukaj spregovoriti mogoče v Pedičku, sem pa seveda imel v mislih potem tudi Pedička in bi rad par besed o njem spregovoril tukaj. Malo za nazaj, da tam že leta 1962 je Pediček v sodobne pedagogiki objavil članek, pa še drugi avtorji z njim, da učitelj potrebuje etični kodeks, naslanjal se je na Združene narode oziroma na UNESCO v predlogu. Takrat seveda to ni šlo naprej, razen tistih člankov. Potem v Sloveniji, samostojni državi, je Angelca Žirovniku dala isti predlog, da bi bilo dobro, da učitelj ima svoj etični kodeks v takrat novi slovenski skupščini. To je potem romalo na Ministrstvo za šolstvo, od tam pa na Zvezo društva pedagoških delavcev z enim razlogom. Kasneje smo se v tej pobudi pogovarjali tudi z ministrom Gabrom takrat, pa rekel, jaz kot politik ne bom predpisal etike stanovskim kolegom, ampak si morajo sami narediti svoja etična merila. In se mi zdi ta misel prava. Kaj se je zgodilo na zvezi? Takrat se je ustanovila komisija in ta komisija je dala, da vsa etična vprašanja ne bodo zakonsko določena. Tudi velike države nimajo etičnega kodeksa pedagogov, etični kodeksi niso potrebni za učitelje, ki so državni uslužbenci, etični kodeksi, če že so stvar ideoloških in verskih strokovnih skupin. Ne vem, kako se vam zdi ta utemeljitev, meni se zdi kar problematična v nekaj točkah. In mogoče, da smo v nekaterih stvarih tam, kjer smo najbrž tudi zaradi stroke, ki sama sebe, tukaj ni bila politika, ampak stroka sama sebe definira na tak način in se mi zdi vsaj v dveh točkah zelo problematična. Sodim, da je v tem primeru politika reagirala prav, da ni določila etičnega kodeksa, ampak dala to strokovnim delavcem samim, da naredijo in mislim, da je to stvar stroke, da si določa etične norme svojega poklica, tako katerakoli stroka, psihologi ali drugi. Da problem seveda v utemeljitvi ne bo vse zakonsko določeno, pomeni nerazumevanje dveh temeljnih nivojev. En je pravni nivo, drugi je etični nivo. In nikoli ne bomo mogli vsega življenja strniti v neka pravila. Zdaj to hočemo na državnem nivoju, na šolskem nivoju, na evropskem nivoju, zato se kopiči vrsta zakonov, ker je Marko že opozoril, pa drugi tudi. Kaj ti radi bi uredili, pa se ne da. Predvsem pa ne bomo nikoli zadovoljni s pravnim nivojem, če seveda ne bomo eksplicirali filozofijo, na katerem je pravni nivo narejen. Kaj ti? Pravo smo že rekli, dopoldne pišejo politiki, zakone, sprejema parlament. To pomeni dejanje nekoga z neko filozofijo, z nekim pričakovanjem, z nekim namenom. Ni sama po sebi pravna država, ampak je vedno pravna država, ki mi sami naredimo. Zato nas zanima, na podlagi katere filozofije je to pravo narejeno. Če tega ne določimo, pomeni, da se nočemo opredeliti ali ne vemo, ali pa se pustimo manipulirati posameznim klikam, lobijem ali še komu drugemu. Sklicevati se na zakonodajo v vseh etičnih dilemah, torej je utopično, ker sem dal vsega spraviti v zakone.
Še več, če je vse določeno samo zakoni in to stroka na to pristane, se stroka popolnoma podredi politiki, dnevni, takšni kot je, ker mi nimamo svojih lastnih etičnih vrednostnih opredelitev, kar se mi zdi problematično. To pomeni, izgubi stroka kot takšno avtonomijo in seveda s tem tudi zaupanje. Stroka brez svoje antropologije, in mogoče je danes malo težava v tem, da pedagogika kot takšna, kot veda, svoje antropologije ne izdela, ne eksplicira, vse tako sam osebno doživljam, torej tudi iz tega vidika etičnih usmeritev, vrednotne orientacije, potem seveda šolstvo postane neuporabno. Ne vem, kako se zdi vam, ampak večkrat sem že omenil tudi na osebnem nivoju, da pogrešam tukaj strokovne pedagoge v teh vrstah razprav, tisti, ki so kreatorji stroke danes v Sloveniji, ne v praktiki, praktiko je vedno povsod in dovolj, ampak tisti, in tukaj se mi zdi, da je nekaj za razmisliti, kaj se dogaja. V ta kontekst nekako jaz razumem tudi Pedička, saj v enem segmentu, ne bom sedel, Pedičku je ogromno, tam je monografija o njem in smo vsaj skušali nekaj njegovega življenja ujeti v to monografijo. Leta 1971 pravi, vzgoja je stvar človeka, ne stvar družbe, takrat seveda je mislil tudi na partijo. Kakršnakoli ideologija naj nikoli ne bo tista, ki vlada v šoli, ne država, ne trg, tudi trg ne, ampak človek ne bo človek. Sem bil vesel, ko sem se pogovarjal z enim od piscev UNESCO-vega dokumenta Učenje skriti zaklad, in tam je bilo tako jasno ta želja po renesansi, da je človek, ne trg, ne ideologije, kakršnekoli, da dirigirajo šolstvo. Pediček je doživel na koncu svojega življenja, neko vrsto rehabilitacijo s tem, da je Drnovšek mu podelil najvišje priznanje državno in z te utemeljitve je en stavek, ki ga lahko tukaj preberete. Da je Pediček svojo antropološko pedagogiko strokovno, dosledno, etično držo in z državljanskim pogumom učitelj in vzor vrsti generacij slovenskih učiteljev. Mislim, da ima še veliko za povedati. V tistem času je bil, se pravi leta 1996, smo že malo naprej, posvet v Mariboru, Mariborske univerze in Inštituta Antona Trstenjaka z naslovom Profesionalna etika pri delu z ljudmi, takrat Trstenjakov stavek Tale ali Removšev, da potrebujemo etične kodekse raznih poklicnih etik, lahko sami preberete. Iz te publikacije, ki srčno priporočam vsem, ki vas seveda etičnost v različnih poklicih zanima, se mi zdi, da tam toliko res kvalitetnega gradiva, mi je najbolj pritegnil tale stavek od Vinkota Potočnika. Ko pravi, ja, sedaj v tem postmodernem času, če mu tako rečemo, ko nismo več tako pripadni cerkvam ali raznim filozofijam, idejam, ideologijam, je človek nekje orientacijsko lahko izgubljen, kaotično stanje. V tem času nastajajo etični kodeksi in z tega vidika seveda poklici, poklicne skupine neke vrste postajajo moralne skupnosti. In se mi zdi ta misel zelo pomenljiva in saj meni osebno se mi zdi pomembna za to sodobno družbo, kje se zdaj ljudje najdemo, komu pripadamo tudi idejno in mogoče so etični kodeksi preko znotraj vseh posameznih skupin poklicnih tista identitetne moralne skupnosti. V tem času, seveda še od prej 76. pa do 85. V 90. letih nastane vrsto etičnih kodeksov, ki so v tem publikaciji omenjeni, nekateri so potem še dodani, potem kasneje so še mnogi drugi. Ni namen, da bi tukaj samo zanimivo, ko komisija znotraj Zveze pedagoških društev reče, da potrebujemo etičnih kodeksov kot uradno strokovno stališče, hkrati nastajajo takoj za tiste mnogi etični kodeksi. Rečem, kje je nesporazum? Kdo razmišlja prav in kdo narobe, če bi lahko rekli tako? V Mariboru Milan Divjak, mnogi ga poznate, z naslovom predavanja, ki ga takrat imel Viri in temelji poklicne etike učiteljev, razmišlja seveda
kako je potrebno že v osnovni in srednji šoli opraviti glavno delo pri oblikovanju socialne in etične osebnosti, ki bo sprejemljiva tudi za poklicno etiko. Poklicnih etičnih ljudi ne bomo imeli, če ne bomo že začeli v osnovni šoli, srednji šoli z etično vzgojo, formacijo, potem tudi v poklicih. Kaj je korupcija? Korupcija je problematično etično vedenje in da ne moremo pričakovati etičnega vedenja, če z etiko nismo upismenili ljudi od začetka. Potem ne moremo pričakovati pa se zgražati, kakšni so ljudje, če pa se nismo zavzeli na vseh nivojih že prej za takšno družbo, kjer ne bo korupcije, kjer ne bo kraje, kjer ne bo tistih stvari, ki jih ne želimo. V istem času smo v Društvu katoliških pedagogov pisali etični kodeks za svoje člane in tam v 38. členu zapisali tudi tole besedilo, mogoče takrat malo s provokacijo, mogoče bolj kot, da učitelj ima tudi ugovor vesti, možnost ugovora vesti. Kaj seveda to pomeni? Želeli smo nekako prebuditi to misel, da seveda etičnost je tudi na različnih nivojih. Je samo na nivoju strahu, je samo na nivoju konformizma ali je na nivoju enega samostojnega etičnega razmišljanja. Po Kohlbergu seveda smo takrat imeli malo njegov sistem, lahko bi vzeli seveda tudi kakšnega drugega. Da avtonomija se začne takrat, ko seveda je človek etično visoko razvit, če tako rečemo, opismen in več kot to. Minutka. Še minutka. Etični kodeksi, če jih oblikujemo, seveda predpostavljajo neko filozofijo, vrednote, zato se mi zdi samo po sebi, da je dobro, da jih naredimo z vso problematiko, ko smo rekli že dopoldne, da so lahko čisto neučinkoviti, če seveda to ni del ponotranjene ene stroke kot takšne. In seveda, če častna središča lovijo samo kršilce, ne promovirajo pa etičnega razmišljanja. Danes smo tukaj različni ljudje, razne pobude bi lahko omenili, tukaj smo Svetovni etos, Inštitut za etiko, projekt Etos, smo že slišali dopoldne, revija Vzgoja v tej zadnji minuti. Da bi radi bili, radi smo, ko smo iskali naslov, smo rekli, kaj bi radi pisali o formaciji človeka. To pa je vzgoja. Ko smo iskali razne tuje imena, tudi ko je bilo takrat popularno iskati neka latinska ali drugačna imena, so rekli, ne, radi bi preprosto pisali o vzgoji. Zato, da besedo ne pozabimo, verjamemo vanjo. Da bi radi to razmišljali kot interdisciplinarni ljudje, ne znotraj samo psihologi, socialni delavci ali posamezni poklici, kar se rado zgodi, da smo vsi v svojih posameznih strokah, ampak da bi se med seboj pripovedovali in teorijo in prakso. Upam, da nekaj tega smo uresničili. Rubrike, ki so tam, jih ne bom ponavljal. Prav za etično vzgojo pa mislim, da smo nekaj stvari podprli v teh letih in to s tem bi rad tudi zaključil. O vzgojnem načrtu se nam zdi odlična ideja in smo jo podprli in se bi radi, da še naprej razmišljamo, seveda, da se ustvari tudi neka teoretična podlaga za vzgojne načrte. Žarične teme jih je veliko, tam je tudi vzgoja od zadaj, lahko jo nekateri tudi si ugledate. Zato zadnje leto smo imeli ta projekt skupaj s Svetovnim etosom, da smo nekaj delavnic zapisali kot priloga, ravno zato, da se lahko jih ohrani tudi za delo v razredu in seveda v drugih kontekstih. Minuta je potekla. Ja. Hvala. Hvala lepa tudi vam.